se ful počutim, da bom za nekaj zapela. Prav. Lahko nekaj samo. Lahko, če se ti zdi, da je akustika v prostoru primerna za petje, lahko. Ne, mogoče da. Gospod, a vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. A bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Okay. Ti je čuden, ker si Ful mi je čuden, ker hočem tako zdaj začeti. Danes z nami v podcastu. Ja, se lahko ti začneš. Ne, ti prepuščam. Danes z nami Klara Eva Kukovičič. Bravo. Si eden izmed redkih, ki znajo izgovoriti moj primek. Znaš ti mojega? Ne. No, evo, pač. Zdaj me si Jan David. V redu, fair. Da mi povej mi, kako je imeti dve imeni? Ker ne vem tega. Ful dober in Okay. ful slabo. Tako je. Eno izmed prvih vprašanj je itak, ko te ljudje vprašajo, ne? Kaj si Klara ali si Eva? Okay. Eni itak sklepajo, da sem Klara, eni sklepajo, da sem Eva. Na Eva se ful redko odzivam. Res Okay. tako. Se je že zgodilo, a veš, tako na faksu, da me je kdo klical Eva. In ti? Pač jaz sem Klara, ne? Ali pa Klara Eva. Mi je pa ful všeč, ker imam za ljubljanske standarde kompliciran priimek, ne? Kukovičič. Za vse sem ali Kukovič ali Kukovičič, nihče pač ne pozna priimka Kukovičič. In pa mi je fajn, veš, ker pač se ljudem predstavim Klara Eva, priimek spustim, pa si mislim, ne, če Vse si te bojo zapomnili, če si Exactly. dosti zanimiva. Se to. Mislim. Kaj pa tvoje izkušnje z dvema imenoma? Izkušnje definitivno so. Ne, izkušnje z dvema imenoma definitivno bom tako rekel, se mi zdi, no. Da je, če ime ni dost, če je dost basic, pa je problem, ampak če si, ne vem, če si Miha Aleš, recimo. Miha Aleš, Ja. ne vem, Ja. Novak, Ja. pol je čuden, čeprav se mi zdi, da če pa tak, da je dost fonetično gre skupaj, recimo pri meni se zdi Jan David, Jan ne vem, David. ali sem se jaz toliko navadil, ali pa... Meni je všeč, ker je eno kratko, eno dolgo. In bi rekla, da je podobno pri meni, ker Klara je daljša od Eva in pol nekako Definitivno. zveni. Klara Takoj, Eva ko je. imaš pa dve kratki, dve dolgi, se mi zdi pa že malo Ja, ali pretiravanje. Ali Julijan, ne vem, Viktor, recimo, to je že čuden. Pa, okay. Too much. Ja. Upam, da ne posluša tega, kakšna Julija Viktorija. Ja, ali pa Julijan Viktor. No, ali pa to je. Tako. Da mi povej, ti si zdaj že koliko, tri dni, ne 3 dni, 3 leta si na RTV-ju. Ja. Okay. Tretjo sezono, če sem natančna. Pa to freelance na RTV-ju, ne. Ker je treba razlikovati med ljudmi, ki pač so redno zaposleni na Ja. RTV-ju, pa nami, ki imamo samo določene oddaje. Ko hodite podpisovati pogodbe na Tako. recepcijo. Tako, ja, hvala. To ste vi. To ste To vi. smo mi. Vsake 3 Odpadniki. mesece. Na 3 Oziroma mesece. vsak mesec. Ja. Um, Tako da, a veš, če zdaj rečem kako neumnost. to je bilo pa vprašanje- čisto podzavestno, si začela govoriti, ker si videla, da je tišina, ne sme biti tišina. A ja, ne, tišina. Ok, do tle še prideva. Ne, to sem hodila reči, da če rečem kakšno neumnost, ne, da vprašanje, če me bo naslednji teden čakala pogodba. A res prav? Ne, to se je hecam. Valjda, da bo. Delaš v tej otroški oddaji, ki se Ne, imenuje mladinski. Mladinske. Okay, Se ja. pravi, čujem. Infodrom. Kako so te dobili, kje so te dobili? Ne vem, kje začeti. Na začetku bi rekel, da si. Kje ima ta zgodba začetek? Okay. Jaz sem velika ljubiteljica televizije že od malega. Ne? Ko sem pač bila še, ne vem, osnovnošolka pa dijakinja, sem itak gledala RTV in si mislila, nekoč ne, bi pa tudi jaz to počela. Pa sem šla sicer študirati malo druge vode, hodila sem na prevajalstvo, torej sem magistrica sicer prevajanja, slovenščine, angleščine, nemščine. Germanistike. Nemščine. Okay. In potem po faksu, mislim, že med faksom sem pa ves čas moderirala prireditve in dogodke, pa sodelovala na takšnih in drugačnih snemanjih. Okay. In potem enkrat tako čist randomly, ja, v resnici, mi ena kolegica pošlje, da je imel RTV razpis za audicijo za eno oddajo spet na otroškem oziroma mladinskem oddelku, ampak ne vem, katero oddajo. In jaz sem itak bila ful skeptična, ne, kako bo to šlo skozi, pa nimam nekih televizijskih izkušenj, pa nikogar ne poznam na televiziji, pa jada. Ampak sem šla, ne. Sem si pač rekla, ok, če zdaj ne bom šla na audicijo, ne bom šla nikoli. Skratka, bila sem zavrnjena. Prišla sem sicer v tist najožji krog, potem, ne vem, top 3, top 5, koliko jih pač je bilo, ne. Okay.
In potem sem pač dobila obvestilo, da me žal niso izbrali. No, na kar me 2 meseca, 3 mesece potem pa kliče Tina Antončič, urednica oddaje Infodrom, in pač tako, Klara, živijo, veš, nam si bila pa ful všeč, a bi prišla delati Infodrom. In jaz sem bila spet tako, ja, to je bila itak moja prva reakcija, druga je bila pa tako, shit, a to pomeni, da moram na še eno audicijo, in kaj se zgodi, če spet zafailam. No, potem se je izkazalo, da audicije ni bilo, ker sem pač očitno se že dosti izkazala na tisti prejšnji audiciji, in sem prišla na RTV, Tina mi je razkazala hišo, studio, kako poteka snemanje, in takrat sem se zaljubila v to Infodrom je v Štirki, a ne? Ja, ali v Trojki. Zdaj po zimi, ko je bila Planica, pa vse to, zima je zakon, tako smo malo menjavali studije. Ampak okay. Trojka, Štirka. Ja, in ti je pokazala in pol si se kar uvedla. Si bila kaj na Trubarjevi tudi na izobraževanju? Izobraževanje smo imeli pa, veš kaj, jaz sem padla v to čudno obdobje korone. Tako da smo imeli pol prek Zooma govorne vaje, kar je bila taka bizarka zame. Mislim, v smislu, itak si predstavljaš, da govoriš pravilno slovensko, potem pa začnejo popravljati s temi aji, pa oji, pa mislim, kje je naglas. Ja, ti si iz Krškega, ne? Yes. Se poznam, mislim, se sliši. A res? Okay. Ja, če bi govorila, pa se ne bi poznala, bi takoj rekel, da si iz tam. Da sem iz tam. No, ja. Iz tam, že to je to. Ja. Iz tam. Iz tam. Ampak vidiš, jaz v tem vidim prednost. Mislim, prednost. Ful mi ni všeč ta slovenska mentaliteta, da moramo pa vsi pravilno slovensko, ljubljansko narečje imeti. Ne? To neko standardno knjižno slovenščino. Pač meni je všeč, da smo si različni. Da je vsak malo drugačen. Se strinjam. Tako da to. Ampak ja, govorne vaje smo imeli, jih še vedno imamo. In je ful fajn, res, uživam. V govornih vajah? Tudi. Uživaš? To je sicer tako trpljenje, ampak se učiš, res. Tako... Ja, jaz sem zdaj v Mladinskem centru Kamnik, so isto organizirali ta Rok Kosič, če si kdaj slišala, bivši direktor RŠ-a. On delavnice zdaj izvaja za govorne vaje oziroma delavnice govora, če so po njegovo, ker on pravi, da to niso vaje, ker jih je premalo. 5 delavnic, zdaj sem na drugi in ja, je kar zabavno. Kaj se poučite? Iz prepone govoriti, Okay. Pa ogrevanje varianta, pa kako uporabiti ves glas, pa kako poudariti kakšno drugo besedo, malo drugače, pa kako vejco ne naslavljati, ampak uporabiti vejco, ki je nepisana. Mogoče bolj branjeno, ampak sem rekel iz vidika stand-upa, pa zakaj pa ne. Ja, to je gotovo, mislim, sam velik plus, ne? Ker nasplošno mi ljudje govorijo, da zelo jecljam. Jecljaš? Oziroma ne jecljam, ampak momljam, se upravičujem. Momljam zelo je. Ampak se odvajam, tega lahko govorim zelo lepo, pa vendar. Ko začnem pa, ko padem v debate pa... Tudi odvisno od zagovornika, ne? Pa načina medija, pač valjda na RTV-ju ne moreš momljati in delati ali pa takih nekih awkward pauz, zato sem pa na delovnem mestu gasilca. Okay. Tam to lahko, ne? Ja. Ne, to sem hotela reči, no, da se navežem na to govorjenje s prepono. Vidiš, tle sem imela jaz prednost, namreč celo svoje življenje sem hodila v glasbeno šolo. Najprej sem hodila na klavir 6 let, potem 4 leta orgle in potem 6 let solo petja. In tam valjda te drilajo, pač, kako uporabljati glas, fonetika, ne samo slovenska, tudi pač italijanska, francoska, nemška. Nemška je tak zaradi faksa. Tudi naučiš se skozi petje obvladovati glas, pa tudi, a veš, malo ti pride v podzavest melodija, ne? Ja, kako se sliš, sam sebe si navajen slišati. Ne? Točno to. Ker jaz bod moralni, jaz se 2 let poslušam, prej se nisem. In kako si všeč, ko se slišiš? Če se potrudim zelo, če pa tako res momlam varianta, pa res neposlušljivo. Tudi sam sebe grem na živce pač. Ne vem, se mi zdi, da je, ampak dobro, lej, napredek. Nikamor se mi ne modi, vse prije v svojem času. A imaš kakšen moto? Joj. Zdaj sem te vprašal, da je že konc, ampak še ni, ampak neč bat. Moto, pa ne, nimam. Mislim, ne, v resnici ga nimam. Sem zelo taka, težko se bi celo življenje držala enega mota. Pač meni so ful všeč spremembe, pa da se nekaj dogaja, spreminja, odvija. Zato tudi nimam nekega hobija že vse življenje, ker pač mi po določenem času pa še sprememba.
Tako da nimam nekega mota, ki bi rekla, to pa zdaj bom jaz živela. Ok, kdaj si šla pa na zadnje iz cone obdobja? Ker si rekla, da imaš zelo rada spremembe. Zdaj le, ker sem v podcastu, kjer nisem jaz voditelj. A to ti je res dejansko? Ja, ti je weird. Ker pač ne vem, kaj me boš naslednjo stvar vprašal. Ja, ker nimaš moči, nimaš nimam nadzora. In to imaš asi en... Control freak. Ja. V določenih situacijah. Politično korekten odgovor. Mislim, iskren odgovor. Fair, ja. Dejva se vrniti na RTV pa na Infodrom. Okay, kaj ti je bilo najbolj, ko si prišla enkrat na TV, kaj ti je bil največji problem, pa mogoče, da imaš težavo še danes, pa še nisi zares odpravljala, ali pa da ima to gledanje v kamero, se navadi, da si odprt v kamero, ali to, ne vem, mogoče sproščenost pred kamero. Ja, to bi rekla. Mislim, prvo sezono bi rekla, da mi je bila prava muka biti avtentična ali pa biti sproščena. Biti to, kar si. Biti to, kar sem, res je. Ker sem imela to neko idejo o tem, kaj naj bi TV voditelj bil. Ne? Kako naj bi TV voditeljica izgledala. Yeah. Zdaj ni nujno, da se to nanaša izključno na oddajo za mladino, ali pa izključno na nek informativni del, ampak karkoli. Imela sem to pač neko čist ideološko predstavo. In to sem jaz želela posnemati. Ne? Torej, želela sem biti nekaj, kar je meni predstavljalo ideologijo, avtoriteto, cilj, ne nazadnje. In potem se prav spomnim, da mi je pa enkrat Janez Juh rekel, Klara, vidiš, to sezono si pa čist drugačna, ne? To je bilo drugo sezono. In se mi zdi, da sem takrat naredila ta mentalni preskok, da je čist super, da sem pred kamero to, kar jaz sem. Da pač se razlikujem od Katje in Maxa, ki tudi vodita Infodrom in imata popolnoma drugačen način vodenja. Ne? Mislim, itak, ker sta drugi osebi. Ampak tudi nisem bila pol več toliko obremenjena s tem, da moram biti nekdo, nekaj, kar nisem. Tako da to mi je bil na začetku največji challenge. Ja. Zdaj pa ni več. Zdaj pa prideš pred kamero suvereno. Kakor kdaj. Pač imam dobre in slabe dneve, bi rekla. Itak vedno pogledam za nazaj epizodo oziroma oddajo in rečem, ok, to je bilo v redu, to ni bilo v redu. Na določenih delih, kjer se mi včasih zdi, da pred kamero pretiravam, torej ne vem, da veš, neki krilim z rokami ali pa probam poudariti določene besede, pa pol gledam doma oddajo in sem tako, ok, to pa sploh ni izpadlo kot neko pretiravanje. Ne? Tako da ta percepcija, kaj delam pred kamero in kako to potem izpade na zaslonih, mi še ni čist jasna. Aha, vem, da bi imela že sprotno, da bi sinkala v glavi, a to bo tako izpadel varianta. Dobro, sam se mi zdi, da tle pa res ne moreš z ničemer kot s kilometrino tega doseči. Gotovo. Se mi zdi, da je tle pa edino, ne vem, nekje lahko rečeš, ja, moraš vaditi, ni treba, ne. Res je. Kar sem še hotel reči, pa te vprašati je, ker si rekla, imaš dobre pa slabe dneve, ne? Ampak kako se pa ob teh slabih dnevih spravaš, ker snemanje je po četrtek ob 5 in ne bo zdaj 80 ljudi tam le čakali, da je Klara Eva dobre volje in pride dobre volje v studio. Kako, imaš kakšne trike, ne vem, si predvajaš muziko, ne vem, jemljaš kakšne poživila, ne vem. Kava, a je kava poživilo? Ja, je drugače. Okay. Ja, pijem kavo na vsaki oddaji Infodroma. Skuhajo ali iz avtomata? Skuhano. Aha, ok. Ja. Če je le Lucy pri nas v režiji oziroma na oddelku. Ona je tista, ki je zadolžena za kuhanje kave. Tako da hvala na tej točki. Ne poslušam glasbo, poslušam v drugih situacijah. Torej, kadar sem slabe volje, pa vem, da se rabim nahajpati. In potem tudi zelo premišljeno izbiram glasbo za ta namen. Torej, vem, katere izvajalce ja in katere ne. Ampak pri Infodromu je drugače, ker Infodrom sem dojemam kot službo na nek način, ne kot hobi. Mislim, ja, se to je moja služba, ja. Ampak... Ja, ampak zastopam, ja, ni uno, zdaj mi je pa dober pa. Tako, ne, ker ne vem, če imam kakšno prireditev, je to malo drugače, ne. Gre za neke te enkratne dogodke, enkratne zadeve, kjer veš, da
prvič ni ponavljan, ko prideš na oder, moraš dati pač vse od sebe, ne glede na to, kaj se ti je zgodilo 15 minut prej, pol ure prej, 1 sekundo prej. Ne? Pri infodromu je pa to mogoče malo olajševalna okoliščina, da ponavljamo. Torej, da tudi če nekaj zaribam v prvo, lahko ponovim, grem v drugo in tretje. Ne? Ampak pol te pa se nam rata pred ekipo, če to 28krat ponavljaš. Ne? To je res, 28krat še nisem. Jaz, ko sem v filmu igral, smo 17krat. 17krat? Oziroma ne v reklami, za Nemčijo. Ne zaradi mene, v bistvu zaradi po moje režiserja, ki mu sam ni bilo všeč. Sem se pa jaz mogel skozi nekaj premikati. Bil sem neka stranska vloga, ampak pač mu ni bilo všeč, kako tam nekaj odložim. In kako ti je bilo? Ja, 17-tič sem bil že kar brez energije. Pa tudi verjetno brez volje, ne? Brez voljen si, valjda. Se mi zdi, da prvi 3 šoti, če gre, če ne pa lej. Boljš pa ure pauze narediti. Je pa res, da pri nas snemanjih vsi vemo, da tega ne moš narediti. Ja, ker te čaka 40 ljudi, ki imajo polops čez 17 minut drug kader klonirano. Ja, no mislim, vseg na RTV-ju je podobno, ne. Imaš pač tisti čas, časovno okno, v katerem moraš posneti. Ko je studio prost in takrat pač moraš izkoristiti in ljudi in opremo, ne. Pač potem ni poti nazaj. Da bi se vrnil k muziki, kakšna glasba ja, kakšna pa ne. Ja. Da to vem, da je dosti osebno vprašanje, ampak ajde vse. Je, ampak dobro. Tako, kot sem prej rekla za hobije, pa za moto, je tudi na glasbenem področju tako. A veš, imam dneve, ki poslušam izključno klasično glasbo, od opernih arij do pač... Zdaj vidim, da ti gre na smeh. Ne, v redu je. Ne, poslušam tudi Radio Ars, tako da brez problema. Pohvalno. Sem lih zadnjič imel, zadnjič sem imel lih na Instagramu anketo in sem full friendov, ki sem mislil, da so normalni, jih ne posluša Radio Ars. Sem bil tako, ok, greš sa nekaj kulturnika, model nisi še Arsa poslušal, in sem obkrožil si, da ga ne poslušaš. Torej si moj sovražnik. Zakaj si pa delal to raziskavo? To jaz vse vem, na Instagramu delam te pole ankete. Čisto iz dolg cajta, pa tudi da naredim nek osebni profil ljudi, ne, malo vidim, doskrat me kdo presenet, ko sem tako, model ti si jih, ne vem. Zadnjič sem imel losos ali avokad, ne. Ja, to sem videla. Bilo je nekaj. Losos pa... Še neka taka... Zelo eksotična hrana in sicer niso bile olive, ampak se nima veze. No, se nima veze, ostala sva pri glasbi. Tako, torej, eni dnevi so izključno klasična glasba. To je običajno, ko se vozim iz kakšnih dogodkov ali pa na relaciji Krško-Ljubljana, to velikrat imam in potem zraven valjda imam še karaoke. Drugač pa sodobna glasba, pop, jazz tudi, valjda. Mislim, kako opišeš glasbeno zvrst, ki je trenutno na radiju? Komerciala. Debatable. Pač Balkan mi res ne potegne. Dobar, v redu, ja. Balkaton se zdaj uradno temu reče. Novim tem trap balkanskim izvajalcem, oziroma temu verjetno, ker ti cilaš. Se reče Balkaton. Kako se pa reče temu harmonika z narodnim. So pa sevdalinka ali pa cajke. Zdaj moramo pokriti še tvoj podcast, ki si se ful pohvala, da sicer ne oseben si napisala. Ni oseben, mislim... O jedrski energiji. Tako. Zdaj ne, ker sva že govorila o tem, da sem iz Krškega. Ko odraščaš v okolju, v katerem je nuklearka, ne? Ja. Slej kot prej pristaneš na nek način povezan pač, ne, z jedrsko energijo. Mislim, vsaj če si... Če ne drugega si obsevan. Ne, se vem, da je ful obsevanja. Tako. Mislim, to je eno izmed zmotnih prepričanj. Pač, če si iz Posavja, ti pol vsi rečejo, a se svetite po noči. Ne? Pač, to je joke, ki sem ga v prvem letniku faksa po mojem slišala tokrat. Da ga zdaj znaš na pamet. Da ga zdaj znam na pamet. Edini. Mislim, jaz sem drugače čisto po naključju prišla k jedrska, mislim po naključju. Pač si lokalno okolje in so bili tako rabimo eno voditeljco in si uletela. Stvar je v tem, da že 10 let sodelujem z Gen Energijo in sicer vodim kviz Mladi genialci, ki je projekt
v sklopu katerega želijo osveščati mlade o pomenu jedrske energije, pa tudi o energetiki, torej ne samo jedrska energija, ampak pač tudi razogljičenje, radioaktivnost, sevanje, vse, kar pač sodi na to področje. In kot pač voditeljica tega kviza sem se bila primorana naučiti tudi marsikaj o energetiki in tudi o jedrski energiji. Tako da, ko so iskali voditeljico za podcast Jedrska si, so mene videli kot nekoga, ki je še vsem dovolj neizobražen na tem področju, da bo vedel, da bo dal dovolj taka vprašanja. Tako, da bo dal dovolj nestrokovna vprašanja strokovnjakom. Se pravi, si ti tudi vsebinc pri tem podcastu? Tako, jaz sama načeloma s pomočjo urednice pišem vprašanja. Tako, mislim, jaz jih postavim, ona gre potem uredniško čez, reče, kaj ja, kje ne. Ampak ja, mislim, je na meni, da se izobrazim v določeni temi in potem na podlagi tega, kar preberem, vidim, slišim, postavim vprašanja, kar zna biti včasih zelo težko. Čemu? Mislim, zakaj? Mislim, ker je tako kompleksno področje in kot nekdo, ki je študiral družboslovje. Razumem, ja, mogoče težko postaviš neko podvprašanje na nek odgovor, ki je totalno strokoven. Tako. Težko se navezuješ. Exactly. Je pa iz epizode v epizodo lažje, ker se pač ta, kako bi ti rekla, ker se znanje kopiči, ker vedno več vem, razumem, tudi bolj spremljam zdaj v medijih vse to dogajanje oziroma področje energetike. Tako da, a veš, bi rekla, da je tukaj tudi kilometrina tista, ki pripomore na koncu k temu, da ti je lažje govoriti o nečem. Ok, kaj pa je zdaj po tvojem mnenju kot laična javnost z nekaj več znanja, lahko se tako izraziva, največji problem, da se bojimo jedrske energije? Kaj je največji problem? Ali največji problem je, da se je bojimo? A je to največji problem? Rekla, oziroma ja, ampak zakaj se bojimo? Zaradi neznanja, verjetno. Izključno neznanje. Eno celo epizodo namenjeno prav temu vprašanju, zakaj ne? Ker je v zadju toliko enih stereotipov, prvo kot prvo, ki pač so nastali tudi v nekih popularnih medijih, ala Simpsonovi, ne? Tam se radioaktivni odpadki prikazani kot res nek zelen, sluzast pojav, neka tekočina, ki če se je dotakneš... Kar pa to ni, ja. Kar pa to ni, ne? Ja. Ampak tega ljudje ne vejo, ker jim nihče ni povedal, ne? Ker vedno se je govorilo o jedrski, mogoče malo z napačnega vidika, vedno se je govorilo o jedrski, ko so bile neke nesreče, ko je bilo pa vse okej, pa o jedrski energiji ni govoril nihče, ne? Ker je bilo okej, ja. Ker je bilo pač okej, ne? In to je bil ta nek status quo, oziroma dokler je vse okej, mi ne komuniciramo, ne? Tako da to je pripomoglo tudi k temu, da imajo ljudje zdaj napačna prepričanja, da ne razumejo tehnologije v zadju. Se mi pa zdi, da se ful izboljšuje stanje, no? Tako da je čedalje več ljudi, ki jih zanima to področje, ne glede na to, ali so za ali proti. Okay, ja, zanima jih kompleksnost. Kaj sploh je to? Ja. Tako, kaj sploh je? V detajle. A pa, ko se kot občanka ali pa kot prebivalka Krškega oziroma bližine jedrske elektrarne, a se ti zdi, da se ljudje tam bojijo ali jim je čisto vseeno, ali so dejansko bolj podučeni recimo kot drugi deli Slovenije, ki so oddaljeni od tega? Tako, ja. Ker običajno se veš, kako je oni, ki so tudi za Hrvaški zaliv, vem, da te, ki na meji živijo, jim je vsem, mislim Hrvaški zaliv, Jadranski zaliv, da ne bom zdaj tle nekih mednarodnih sporov povzročil s svojim podcastom. Ali pa ne, ker to je pol se bo govorilo o podcastu. Sam res, ja, Hrvaški zaliv, ne, Slovenski zaliv. No, glavnem, ja, ampak veš, se mi zdi, da vedno oni, ki so pri problemu, običajno se bolj, ja, ok, če je res problem, jih mot, seveda, ne vem, recimo Celje, pa tisti, pa Salonit, Anhovo, pa te variante, ne. Se mi zdi, da jih res mot, ampak če pa tako, da je pa samo Čenča, se mi pa zdi, da tam le en iz Ljubljane vse ve, v Krškem je pa pač ljudje sploh ne sekirajo in podobno. Mislim, da sem premlada, da bi za 100% vedela, ampak jaz bi rekla, da je krška nuklearka zelo pripomogla k razvoju regije. Torej, obratuje zdaj že 40 let, več kot 40 let in v tem času se je Krško razcvetelo in tudi okoliške občine. Zdaj ne bom trdila, da je nuklearka odgovorna za to, zagotovo ne,
je pa tudi pripomogla. Tako jaz vidim zadevo. Namreč tak jedrski objekt, kot je nuklearka, ustvarja ogromno delovnih mest, prvo kot prvo. Res delajo ful na izobraževanju, tako da dajejo tudi okolici nekaj. Ne? Bi pa rekla, da je v Krškem še vedno več ljudi za kot proti. Tudi zaradi tega, ker pač vidijo to, kar Iz prakse zdaj. živijo tam. Tako vidijo pač, da ni nič nevarnega to, da pač je to pač jedrski objekt, kjer je pač vse toliko varno, da mislim, v 40 letih ni prišlo do ničesar. Ne? Ja. Tako da jaz bi rekla, da večinoma so ljudje za v Posavju. In vidijo to kot prednost. Zdaj smo ful zašla, da imamo nek jedrski podcast. Ja, kot da delam reklamo. Ja, mislim, zakaj pa ne bi, ne? Za tistih 10 ljudi. Kaj pa je to? Ne, sej. Veš, šalce moraš na svoj račun to. Tvoj cen je napravil. Kaj sem te še hotel vprašati je, v bistvu iz vidika vodenja podcastov, kar se tiče tehnikali mogoče, kaj gledaš veliko podcastov? To je prvo vprašanje. Gledam jih zelo malo. Poslušaš? Jih pa veliko poslušam. Si pa pikolovska. Ja, sem. Mislim... Moraš biti, ne? Se trudim biti, tako bom rekla. Fair. Se trudim biti. Pa ne pikolovska, ampak natančna. Sploh pri izbiri besed. Podcast je zame medij, ki ga jaz prižgem v avtu ali ko tečem. Ali pa ko športam na splošno. No? Ker to dojemam kot prvič nek medij, ki izobražuje, drugič kot nek medij, ki zabava in tretjič kot nek šum v ozadju, ki ga pač rabiš za to, da ne vem, se ne počutiš samega. Da nisi sam s svojimi mislimi. Tako. Mislim, tako to je danes zelo moderen izraz. V glavi to idejo o televiziji. Ne? Včasih se mi zdi, da smo prihajali domov in smo prižgali televizijo, zato da je bil pač nek zvok v okolju, da se je nekaj dogajalo. Ja. Jaz pač nimam doma televizije. Jaz ne vem, kdaj sem nazadnje gledala televizijo. Ne? Delam pa to za podcasti. Ne? Kadar rabim tisto neko družbo, pač prižgem podcast. Zdaj, če ulovim 5 minut, bom ulovila 5 minut. Če ulovim, skoncentrirano poslušam 30 minut, je to 30 minut. So pa zagotovo neke razlike v tem, ali podcast poslušam, ker se želim naučiti nekaj, ali pa da ni tišina. Entertainment. Ja, tako. Pa se dejansko kaj naučiš iz tega, ko poslušaš druge podcaste, ali moraš sama svoje napake delati? Pa? Oboje. Mislim, sprva je bilo tako, da sem zelo analitično pristopila k podcastu. Tako rekla sem, zdaj bom poslušala vse slovenske podcaste. Pač magari eno epizodo. In sem to delala. In potem sem si izposovala. Si poslušala člane? A to je za CH napisano. CH lani. Ja. Matej Rimanič. Sem. Pa Jure Šaron. Ampak to je neka manjša zadeva, ne? Da ne bom zdaj ful. Zdaj so oni pravijo, da so prvi najboljši podcast v Sloveniji. Res? To je sicer samo oklicano. Ampak oni tako pravijo. Ne, kaj si pa še poslušala? Verjetno si poslušala Tomiča, Aparatus. Tako. Začela sem na Valu 202 v resnici. Daj vajiče slovenske podcaste. Me zanima, kaj ti poznaš, pa kaj jaz ne. Mislim, itak si poznamo teh najbolj poslušanih 10. Femiči. Ja. Ideja. Ja. A res tega ne veš? Ja. Ni ne Gaspari, nimam pojma, kdo je. A res ne? Jaz ne gledam podcastov. Tako se mi zdi, da na prvem mestu tako z Klemnom. Da sta se izmenjavala. No, glavno, ne vem. Umetnost jaz ne gledam namreč drugih podcastov zares. Gledam jih, ne jih pa poslušam. Ne vem zakaj, ampak pač jaz podcaste res redko prižgem, oziroma odvisno, kjer gost, gledal sem mogoče 10 Femičev. Zakaj pa gledaš podcast? Zato, ker se že večno v večnosti, ki traja 34 podcastov ali pa 35, ne vem koliko je zdaj že, se sprašujem, zakaj vsi delajo podcaste. To je drugače moje glavno vprašanje, ki ga dostikrat ne vprašam, ampak to je v moji glavi. Zakaj vsi delajo podcaste, nobenih pa ne posluša? Pa ni res, da jih nihče ne posluša. Mislim, s tem, da
kaj se zdaj tretira kot, da je podcast poslušljiv, oziroma da ga nekdo posluša. Namreč pred kakšnim mesecem smo začeli z društvom ImStory delati na projektu Ob skodelici kave. To je podcast, v katerem želimo izpostaviti Mlade avtorje, neuveljavljene avtorje. Ali pišejo prozo, poezijo, nima veze, dramatiko, karkoli. Pa želimo dati besedo tistim, ki je mogoče včasih ne prejmejo, oziroma pozornost, rečemo tako. No in prva epizoda, v kateri sem bila voditeljica jaz, je imela tako nekih 400 ogledov. In potem mene kliče naša producentka in je tako, Klara, vidiš, po enem tednu imamo 400 ogledov. Je to veliko ali je malo? A smo ful zafejljali. to je veliko. A je? A je? Potem sem Glede na poslušala produkcijo, pa glede na kvaliteto, a je? Exactly. Mislim, To se moraš vprašati. Ne vem, če to pomeni, da je 400 ljudi zvedeli nekaj novega, se tisto 1 uro zabavali, hvala Bogu, res, pač vrhunski dosežek, ne? Ja. Ja, imamo probleme ljudje, sem tle bom Ja, malo no, dej. čist v letu. Se mi zdi, da imamo ljudje probleme lih to, ker se nam, če ni 20 milijonov, smo pa kar razočarani. Model 10 ljudi si pretegnil, it's enough. Ne vem, jaz sem enkrat, kje sva bila, da ne bo pozabila, da Podcasti, slovenski podcasti. Ok, ja, ne, ampak zakaj jih delamo? kaj si hotela povedati? Zato, da sem povedala, da je bilo 400 gledov v enem tednu in je bila dilema, je to veliko ali ne. No ja, in kaj se ti zdi, ali ni? Ja in ne. Odvisno iz katerega zornega kota pogledaš. Ne? Če gledaš z zornega kota neke te mass production oziroma teh nekih velikih produkcijskih hiš, kjer imajo pač, ne vem, tok in tok ogledov, je to blazno malo. Tudi če se primerjaš z nekim influencerjem. A veš, ne vem, te najbolj znane slovenske vplivnice, vplivneži imajo pač kaj, po 10,000 ogledov nekih storijev, kar je pač tako bizarno, če primerjaš z nekim podcastom, ki jih ima samo 400. Po drugi strani pa gre tle za kvalitetno vsebino. Ja, pa specificirano vsebino mogoče tudi. Koliko ljudi pa res zanima še kvaliteta. Koliko ljudi sploh zanima neki, a veš, se poglobiti v neki, pač, ne vem, dati priložnost nekomu, da ti nekaj pove. Se mi zdi, da smo postali toliko površinski, toliko bi radi sam pač čim več nekih Ja, moteči faktor mora biti čim več, mora biti bum. Zato je tudi TikTok uspel. Čisto preprosto, ker rabimo skozi neke nove šokantne informacije. Noben pa noče zares neke zgodbe slišati ali pa nekaj, oziroma vedno redkeje je to. Kar sem ti hotel reči, je, da mi je zanimivo bilo, jaz sem namreč ko so ukinili policijsko uro ob 10, sem naredil na Facebooku event, da se dobimo v BTC-ju in se gremo peljati po Ljubljani ob 10 po Ljubljani en krog z avti. In sem naredil to za foro event 14 dni prej. In dejansko prišlo 30 ljudi, se pravi 30 avtov v koloni. Nice. In jaz sem bil takrat tam, folk je dejansko prišel, kaj narediti. In takrat sem rekel, očitno sem dejansko vplival na 30 ljudi. Ne? In lih to sem hotel reči, a je zdaj to veliko ali malo? Če tako gledaš na koncev za enega človeka, ne, je zdaj, bom rekel, kult osebnosti je zdaj tako, kaj ti neki influencerji, pa to je ni problematično, ampak to je zelo moderno. Ne? Da ti razviješ nek kult osebnosti, ne ali so to diktatorji severnokorejski, ali pa je to koncev nekdo, ki ti prodaja oblačila. Nek influencer, mislim. Whoever, ja. Ki ti neke pajkice prodaja, ali pa karkoli. No, v glavnem, in to isti kult osebnosti, ampak tle govorim pa, ne vem, kaj sem hotel povedati, 30 ljudi, ki je bilo... Ja, 30 ljudi, ki si jih pa dejansko v neki prpelu in dejansko so nekaj naredili in so ti sledili. Ne? In ti tudi mogoče, ne vem, se norce delamo zdaj iz tega happy kulta. Pa nimam... Razumem, ja. Ampak nekdo je zmanipuliral ali pa vplival, ne bom rekel manipuliral, da me ne bojo tožali, ne? Ampak vplival na toliko ljudi, ki zdaj so, ne vem, nekje na Kanarskih otokih ali kjerkoli so. Ne? In lih to govorim, koliko je efektivnega vpliva, pa koliko je pa zdaj Zdaj, če bo nek influencer rekel, zdaj pa pejte, zdaj sem izmislil, pejte na ulice pa zaprite vsa križišča, ali bo to naredili, ne veš, koliko ima on fizično podpornikov, dosega, whatever, ja. Je pa dejstvo, da če en naredi paniko, bo jo zagrabali. Mislim, pri tem se postavlja vprašanje, zakaj delaš nekaj, ne? Mislim, pač razumem vplivneže, oni morajo prodati nekaj, oni živijo od tega, ne? Torej, koliko gledov imajo.
zato razumem, da pač morajo biti včasih dostopni, dosegljivi, človeški, banalni, kakorkoli to poimenujemo. Če pa delaš ti nek podcast, v katerem nič ne prodajaš, pa ne rabiš biti takšen, ne? Si lahko veliko bolj strokoven ali pa veliko bolj oseben, umetniški, daš več na kvaliteto. Ne? Ja. Ker pač so številke, ogledal samo neke številke. Teh ljudi po vsej verjetnosti nikoli ne boš spoznal. Te ljudje pač bojo obstali sam pač en like več na družbenih omrežjih. Ja. Pač kakšno vrednost ima to, če sploh kakšno, ne? Mislim, če delaš to zaradi drugih, iz drugih namenov, je to sam številka, ne? Točno to je. Sej recimo jaz ta podcast dosti delam zase, če sem čisto iskren. Čeprav se mi dostikrat ne da, ne? Pa tudi danes zjutraj, ko sem mogel stati, se mi ni dala, ne? Res ja, to be honest pač. Ojoj. Mislim, sem bil tako nice, ker prvič bo v studiu, ampak pač sem tako, veš, prej tudi kolega rekel, pa kva ti delaš? Sem rekel, pa kva jaz delam s svojim lifeom, zakaj ne hodim v službo, pa ne berem časopisa doma, pa gledam TikToke, 9 ur in grem nazaj v službo. To se tudi jaz včasih vprašam. Pa če moram toliko stvari delati, ampak pustimo to zdaj, to je zdaj nek kvazi kvalitetno. Ja, ampak kar sem hotel reči je to, da, ne vem, kaj sem hotel reči. Nekaj v podcastih še, smo en dober vprašanje. Številke. Številke. Ja, zakaj pa ti delaš podcast? Za denar. Jedrska si je moja služba. Tudi. Mislim, ti si tak freelancer, ne? To lahko poudarjava. Da se jo najeti. Ja, tako, please hire me. Mislim, to je tako zelo podobna zgodba kot pač RTV. Ne? Je nekaj, kar sem si želela delati in ko se je pojavila priložnost, sem jo zgrabila in sem nad vse hvaležna, da pač so uredniki prepoznali ali talent v meni, ali pa željo, voljo, vztrajnost, primernost, karkoli, da bom pač se dobro odrezala kot voditeljica podcasta. Ne? Je pa to pač moja služba, ne? Kot freelancer se moraš od nečesa živeti. Sej, ne, da ne bo narobe razumljeno. Jaz več kot polovica stvari, ki jih delam trenutno, delam na prostovoljni ravni oziroma delam pač za hvala lepa. Ja, ampak na koncu se mi zdi, da veliko ljudi pa sedi doma pa čaka na nekih kvazi pogodbe. Ja. Pa se čudijo, zakaj se tebi to zgodi. Ja, zato, ker si pač 80krat rekel hvala lepa si delal. Pač in se mi zdi, da to je, veš, kaj se tudi, ne vem, te mimi razni, ki so, rabimo 20 let izkušena. Ja, pač, točno to, ja. Se jih lahko imaš, res je. Če si samo iniciativen. Mislim, jaz sem delala 3 leta kot IT rekruterka, ne. To je zdaj čisto eno XY področje, ampak sem bila tako, po nekem naključju sem pristala v IT svetu in sem intervjuvala tako, rečemo med 100 do 200 IT-jevcev. Zdaj, ali so to programeri, ali so zgolj računalničari, QA, karkoli. Okay. V resnici mi na koncu sploh ni bilo tako pomembno izobrazba, ampak to, koliko je človek pripravljen se samo iniciativno izobraževati, delati neke svoje projekte, tudi če zanje ni plačen. Recimo sploh pri študentih, ne, je bil to včasih tisti ključen moment, ali se odločiti za enega ali za drugega. Ne. Pač nekdo, ki je sam na GitHubu imel 3 svoje projekte, itak da daš njemu prednost, kot pa nekomu, ki pač tega ne dela. Ne. Ja, razumem. Ker s tem pokažeš tudi neko željo ali pa neko voljo do področja. Tako da tudi jaz delam stvari zaradi tega, ker uživam v njih. Ne zato, ker bi bila pač zanje plačana. Valjda, pridejo tudi take stvari, ne, ki pač rečem. A si kdaj kaj delala, ker res nisi uživala? Študentsko delo, karkoli. Ja. Kaj je tvoje najbolj absurdno delo, ki si ga opravila za denar? Absurdno, zanimivo, tako, da bi izpostavljala, ne rabi zdaj biti absurdno delo. No. Ampak tako, da se ti zdi pa dost, wow, damn, to sem delala. Zdaj bo ta premislek. Tako ti bom rekla. Moj pogled na službo se je zelo spremenil v zadnjem letu. V zadnjih 2 letih mogoče. Še nisi 30, ne? Ne, še čakam. Čakam. Ti si že? Ja, kje ne. No, se je zato. Ko bo kamera se ugase, ne? Oletnica.
Ti bom dala osebno. Prav. Z razlogom, da ne spijeva sok. Oh moj bog. V redu. Šala. Vse si se saj z avtom prepeljala. True. Čeprav nisem videl, ali imaš spremstvo ali ne. Ne. Un zelen lov zadnji, kulje, nimam kulje, leja, dosti, nimam. Sem več kot 18. Kje sem ostala? Aha, ja, spremenil se je moj pogled na službo. Namreč, jaz sem full časa imela to prepričanje, da služba je nekaj, kar ti prinaša cash. In pač ti moraš hoditi v službo, ker pač moraš se od nečesa živeti. Ne? No, in potem sem ugotovila, da to ni res. Ne? Da ti lahko delaš tudi stvari, ki te veselijo, pa si mogoče malo manj plačan za nje, ampak uživaš. Tako. In to šteje za moje pojme. Točno to. Rajš manjšo plačo, pa uživam, Točno kakor pa to. da sem njih razmišljal. Za 3000 evrov, če mi ponudijo zdaj, ne bi v pisarni sedel. Kaj pa 4? Tudi ne. Cena po moje 10 jurjev. Realno, da bi zdržal 8 ur v pisarni. Ja. Ker se zavedam, da če je treba, jaz lahko nekih svojih projektov naredim in bom ta denar dobil. Ne. Ja. Imel sem zdaj eno življenjsko preizkušnjo, izpit sem mi sicer vzel, mesto bom zdaj rezal, samo da pogledam minuto, da bom točno vedel, kdaj. 47 minuta. Okay. V glavnem pil sem, pa sem stal brez izpita za nekaj časa. Ja. Oh my In God. je prišlo 2 jurja 500. Ne. In sem bil prav tako, pač, a je denar ureden. Pač Ja. Mene je fota dobro rekel, lej, denar boš že zaslužil, ne boš pa nikoli v lifeu pozabil, da si se mogel z vlakom pelati. Sem bil tako, ja, prav imaš pač. In tudi, in prav tako, isti dan, ko sem jaz fotor napisal, da imam pač nazaj spit, sem zrihtal vse, on tako, ok, če rabiš kakršen koli prevoz, pokliči prej, me pa ni hotel pelati nikam. Recimo, ne, ampak dobro, to pustimo. Lih to glede denarja, ki si rekla, ja. Se mi zdi, da je res za dušo, za notranji mir, veliko boljš delati nekaj, kjer uživaš, pa mogoče malo bolj stisneš čez mesec. Mislim, stisneš čez mesec. Ne bom rekel, da moraš biti podplačan za svoje delo. In marsikdo je podplačan v raznih tovarnah in podobno. In tudi poklicni gasilci so podplačani, smo kreditno nesposobni. Še malo reklame naredim za naš sindikalni. Mislim, se pri SP-jevcih je zelo podobno. Ne? Ja, no, Pri SP-jevci prekarnih delavcih. Ja, no. Ista težava, ne? Ja, ampak po drugi strani, veš, se počutim pa tako privilegirano, ker pač lahko izbiram. Se smo bili Evropejci. Tudi to, ampak a veš, privilegij je, da lahko se zmišljujem, kaj bom delala na nek način. Ne? Torej, da pač nisem ena izmed tistih, ki pač more vzeti službo. Ne glede na to, kaj je in kako ti paš. Tako. In to se mi zdi tako res zelo cenim in zelo sem hvaležna vesolju, svetu, Bogu, komorkoli v resnici, no? Da pač, da sem na taki poziciji. Ker marsikdo ni. Ne? Ja, dano nam je nekaj, ker drugim ni. Ne? To, da jaz zdaj tlele malo sedim, pa se pogovarjam, ne bi rabo tega delati. Ne? Mislim, predstavljaj si, da imaš kredit, pa otroke, ki jih moraš nahraniti, valjda, da boje imam, ampak res? Ne. Mislim, nisi še 30, tako da malo je posameznikov, ki so po 30. Lahko bi ga imel. Itak sem kreditno nesposoben. Ampak ja, evo, si. Ne, cool, ja. To, da smo privilegirani, se strinjam, ampak zdaj greva še malo nazaj. No, peva. Kako bi svoji ciljni publiki, Infodrom so, koliko so to in sploh ciljna publika? Zdaj si me dobil. Ne vem, je to osnovna šola, mogoče tudi prvi, drugi letnik. Se pravi, od 5. razreda do nekaj drugega leta. Tako, čeprav dobivam ogromno odzivov tudi od starejših. Torej, govorimo, ne, mislim, od starejših tako 30, 40, 50, ker pač gledajo prispevke, ker so zanimivi dejansko. Ki so zanimivi, pa iz katerih se res naučijo nekaj in nimajo občutka, da so neumni. A veš, ker včasih, če gledaš kakšen informativni program ali pa kakšne strokovne novice, si pač sam tako, o moj bog, zgubili ste me že po 2 stavkih. Na Infodromu pa je zelo enostavno razloženo. Ponovitev osnovne šole, če tako gledaš. Ja, kvazi. To je pač neko znanje, ki ti s časoma zbledi, če pač ga ne osvežuješ. Ne? Recimo volitve. Veš, koliko ljudi si je pač ogledali naše prispevke o tem, kako pač se voli v parlamentu. Ja, kako kakšen je sistem državni to, ker se dejansko, jaz tudi, ne vem, jaz sem bral eno knjigo, ne vem, če si slišala, Kratko zgodovina čisto vsega, od Brysona. No, v glavnem, ampak je tako 500 strani, ampak je hudo, ker je napisana zabavno
Itak sem prešprical, pa ne poslušal celo geografijo, pa kemijo, pa fiziko in je spisana v tej varianti in ti res enostavno razloži na zabaven način in si tako, ok, zdaj sem pa ponovil nekaj, kar bi mogel že vedeti. Kar bi že mogel vedeti. Pa se nekoč si vedel, verjetno, ne? Za ceno, ja. Ja. Ampak ok, ne bova zdaj tle se spravila reševati šolskega sistema, ker sem te prej hotel je, zakaj sem te vprašal za ciljno skupino, zato ker sem te hotel vprašati, kako oziroma na kakšen način bi svetovala mladim, da postanejo to, kar si ti, TV voditeljica in samostojna podjetnica, ki se ukvarja v smeri medijev. Ja, medijev. Medijev, sem se prav izrazil. Bravo. Hvala. Joj, moje glavno priporočilo na svet bi bil, da si upajte. To, jaz si nikoli nisem upala. Ampak kako si pol tle, če si nisi upala? Ker na neki točki sem si začela upati. No, ampak to, a veš, mislim, razumem, ja. Zavrnitev ali pa nek neuspeh, tudi če pogledam svojo audicijo, prvo, na kateri sem bila zavrnjena, ne pomeni, da se ti vsa vrata zaprejo. Ne? To je lahko začetek nečesa res lepega, še lepšega, kot si v resnici na začetku predstavljal. Ne? Torej, treba si je sam upati pač in poskusiti doseči to, kar si res želimo. Zadnjič sem prebrala eno zelo zanimivo misel o tem, kako dojemamo ne. Mislim, da je šlo nekako tako. Če veš, da te po 10 nejih čaka en ja, pol prvega neja ne dojemaš kot ojoj, groza, vsega je konec. Ampak dojemaš kot zdaj sem pa en korak bliže jaju. Cilju. Ja. In isto je pri 2., 3., 4., 5., 6. Ker veš, da bo enkrat. Ker veš, da bo na koncu ja. In jaz sem prepričana, da to drži. Pač ne glede na to, kolikrat ti ne rata, enkrat ti bo. Zdaj pa moja že tretjič omenjam to knjigo v svojih podcastih, ampak eno knjigico sem našel na Bošnjaku za 5 €, ki se imenuje Zavrnite me, to mi je všeč. Ti tudi posodam, ker meni je bila vrhunska pač in sem bil tako. In govori o raznih primerih, kako so bili ljudje zavrnjeni, pa to, ali to neki znani ljudje, ali da je ta avtor knjige dejansko govoril z enim prodajalcem avtov, ki je bil tako, ja, 100-krat so me zavrnili, 100-krat nisem prodal avta, pol je pa prišel en model, ki ima pa firmo, ne vem, kakšna taksi varianta, pa je naročil 200 avtov. Veš, tako varianta in ok, ne, pač jaz načeloma te knjige za samo pomoč, kot jih jaz osebno imenujem, pa imajo drugače za osebno rast ali karkoli, jemljem zelo z rezervo, oziroma vedno rečem, ok, zdaj bom to bral in se pustim zmanipulirati do neke meje. Ampak kar sem hotel reči, to, da mi je zanimiv vidik te knjige, ker je spisana dejansko 30 let nazaj. Ko še ni bilo to tako zelo moderno, kot je danes Instagram, pomagi si, ful si vreden, najlepši si, omega, ne. Ampak je bilo to že 30 let nazaj napisan in je mogoče bolj po korakih, bolj ni ulepšana. Se mi zdi, da danes se pa ulepšuje zadeve too much. Vse oba veva, pač, da mora biti vse lepo, pa mora biti postavljeno, pa mora biti lep. Tudi mi moramo biti vsi lepi. Če nisi lep, nič ne veljaš. Ja, včasih je bilo več znaš, več veljaš, danes pa lepši si, več veljaš. Gotovo. Mislim, žalostno sicer, tako bom rekla, ampak to je trend, temu treba slediti. Ja. Ali pa ne. Kako so zdaj žalostni? Ja, ne, mislim, pač spet gre za to, pač, ali želiš biti pač eden izmed tistih, ki grejo v eno smer, ali pa si upaš reči, ne, jaz pa ne bom takšen. Ne. Pa ne pravim, da je eno ali drugo narobe, zagotovo ne. Samo pač moraš vedeti, kaj je tvoja odločitev in za tistim stati. In biti suveren v tem. Ja, ampak koliko moraš pa druge preprečevati v to, da imaš prav ali pa kakorkoli. Kako to misliš? Koliko moraš biti prepričan v to, ker če si zelo prepričan, pa se tudi ne pustiš prepričati, da nimaš prav. To je pa res. Mislim, moraš biti po mojem vse življenje odprt za diskusije in za to, da veš, da nimaš vedno prav. Oziroma, da je zelo velika verjetnost, da se o večini stvari motiš. Da veš, da nič ne veš. Da veš, da nič ne veš, ja. Modrosti starih grških filozofov. A je to? Je. Ja, se je. Ok. Zdaj mislim, da sva s časom že blizu 1 ure.
Bo šla počasi, ja, kar nakladava. Ja. Ker gre čas. Zdaj, jaz običajno lovim 1 uro, koliko pa ti loviš? Oziroma, Isto. tudi imate 1 uro, ne? Ja, jaz bi rekla, da sta dva poslušljiva formata. No. Nisem strokovnjak z tega področja, ampak Si se pa pozanimala, Sem se ker pa deluješ pozanimala. taka, da se pozanimaš v stvarih. Se ki jih pozanimam počneš. v stvarih. 20 minut ali 45 minut. Pač 20 minut je tak nek kratek format, ki se mi zdi, da lahko Eno temo obdelaš. eno recimo. temo obdelaš tako, sicer površinsko, ali pa zelo v globino, če se spustiš na neko res strokovno področje in če je sogovornik takšen, da. Recimo 20 minut bi mi dva lahko zdaj delala, zakaj si oblečena v roza barvo. Ja, po mislim, ti si večini. pa v modro, ful sva seksistično oblečena danes, drugače. Ja, dejansko. Pač, ti si fantek in boš Ja. moder, jaz sem punčka in bom Dejansko roza. je res, Oh ja. my god, Ja, roza. sporočamo. Ne, to Tako sem se zanalaš oblekel. Ona tudi, vse so se zmenile, vse manipulacije. Ne, dejansko sem šele zdaj dojel, ampak ja, prav res, legit. ja, Oh my grozno. Moglo biti obratno oblečeno. Ja, bova naslednjič. Zmenjeno. Drug format je pa ta 45 minut, ki se mi pa zdi, da je lahko nek sproščen pogovor oziroma neka kakršnakoli tematika obdelana po dolgem čez. A več pa ne, kot 45 Ne, minut. lahko, seveda. Ampak Mislim, ja. odvisno od sogovornika in voditelja. Ne? Ja, ok, fair, ja, se lahko, a veš, ne vem, če si gledala Ja. TED Talk. Ja, mislim, Poznaš sem TED vodja Talk? govorniške ekipe. Ne, Ljubljane. TEDx, Ja. ampak TATTS Talk. Od Davida Gorinška z Maribora. A ja, ne, On je to pa pa ne. naredil podcast 4 ure. Uf. Medtem ko nekoga tetoviruje, on se z njim pogovarja. Pač. Nice. Ja, zanimiva zadeva, ampak recimo pa full dolg format. Ne vem, kdo to posluša, tovornjakari, ki gre v Španijo, verjeten. Američani, to be honest. Ne? Pač sej ameriški podcasti so daljšega formata, pač to so 3 ure, 4 ure. Ampak tudi pri njih, a veš, kaj sem ti rekla, da jaz podcaste poslušam v avtu. Ja. Sej tudi oni jih poslušajo v avtu. Samo oni se pelejo 5 ur. Tako, se to mi je lih kolega, ki je prišel iz Kanade, polet sem ga imel tle, je rekel, da ljubi Slovenijo lih zaradi tega. Ker oni, ki grejo v hribe, se pelejo 6 ur, da pridejo do hribov iz Toronta ali pa iz Quebeca. Mi se pa pač pelamo 2 uri, pa prijemo z najvišjega, iz Triglava, Iz dobesedno, Triglava na moraš morje. priješ peš, usedeš se v avto, pa si v 1 uri na morju. Točno to. In to mi je bilo ful všeč. Ampak spet sva se vrnila k tvojemu TEDxu. Aha, ja, Teddy. Dejva, tega pač nisva sploh Ej, to je res. omenila, Ampak dobro, da nisem čas naju pozabil. preganja. Ne, sej ni, Okej, drugače le, pač, v redu. bojo pač ljudje nehali gledati. Nehal poslušati. No, sej to. Bom dal v začetku. Vabljeni, da prekinete oziroma stisnete Kaj, pavzo. vabljeni. Ja, mislim, A ko prav- pač vam ne sede več, ne? Mislim, ja, da vas Mi dva pa silva. nadaljujeva. Vsi imaš vso svobodo kot gledalec zdaj. Res je. Ja, mi dva bo pač nekje na internetu v nekih algoritmih nadaljevala Tako. in tako pač bo. Drži. TEDx. TEDx. Yes. Si vodja govorniške ekipe. Res je. Kaj to pomeni? Ali da uvajaš govorce, ali da se izbiraš Govornike. govornike, se pravi, čujem. Ja, oboje. Načeloma je zadeva takšna. Lansko leto je bil vodja govorniške ekipe Boštjan Romih. Poznam. Poznaš, ne? Ti, a veš, RTV-jevec. v isti hiši dela Kamidva, tako da. Ja, letos sem pa to vlogo prevzela jaz. Zdaj, kot vodja imam določeno odgovornost in to je, da vodim ekipo, prvo kot prvo, torej nas je 10 prostovoljcev. In po navodilih nadrejenega. V pogodbi, ne, se hecam. In izvaja naloge po navodilih nadrejenega. To te varianta. piše v pogodbi? Tudi med drugim. Okay, jaz te nisem prebrala, tako da ne bi vedela. V glavnem, če karkoli dajete njej za podpisovati, podpiše vse. Ja, ne, grozno sem, kar se tega tiče. Dobro, Ja, se torej, nima. ok, TEDx. Ja. Ja, si vodja Sem in to vodja je tvoja ekipe, naloga. To je moja pač osnovna naloga, ja, da pač skrbim, da vsi Zbereš člani ekipo delamo. in jo. Zberem ekipo, tako. Imeli smo v začetku leta razpis zunaj za pač prostovoljce, prijavilo se je ogromno, tako več kot 40-50 kandidatov in potem smo izluščili ekipo 10, ki zdaj prvič zbiramo govornike. Torej, imeli smo odprte prijave, kdorkoli se je lahko prijavil sam kot govornik na letošnjem TEDxu, lahko te je prijavil nekdo drug, lahko te je pa nekdo priporočal. In zdaj imamo pač bazo več kot 200-300 predlogov, torej 300 recimo kandidatov, ki bi lahko bili potencialni govorniki v letošnjem letu. Iz teh 300 kandidatov mi kot govorniška ekipa
predelamo vsakega posameznika, če je predelati pravi glagol. To pomeni, da se o vsakem pogovorimo, naredimo background, naredimo celo diskusijo o tem, kaj je ideja, ki jo tisti govornik živi ali pa govornica. Zdaj lahko je to od znanosti, osebne zgodbe, lahko Zanimivo mi je bilo to, da piše, da ne smeš biti motivacijski. Kaj je to varianta, imaš to, te variante vas verjetno ne zanimajo. Mislim, mi se držimo TED formata, ne? Pač obstajajo pravila, kaj TEDx govor je in kaj ni. In mi kot društvo, ki smo samo pač del te mreže, ne moramo kar sami reči, ja, mi bomo pa naredili izjemo in bomo imeli takšne govore. Razumem, vse TEDx ima ime, vse je branža. Tako, in tudi zaradi tega, ker ti jih potem krovna organizacija ne objavi, oziroma ne pusti objavo govora pod njihovo licenco. Okay. Tako da pravila so in mi se jih ampak od kje zvera ta TEDx, od kje je to znano? Mislim, to je bila, prva konferenca je bila pač TED, Technology, Education, Design. Okay. In to so bila pač prva 3 področja, o katerih so govorili na konferenci. In ker je bilo pač to zelo poslušljivo, udarno, imelo tako udarno, se je pač to razvilo potem v te TEDx govore. To pomeni, da so pač v manjših krajih, tudi drugod po svetu. Kje sem ostala? Pri izbiri govornika. Ja. No, in potem iz tega nabora 300 predlogov, res ko mi dohajamo zadnje čase. Verjamem, to pač pomeni vsak dan. A ste razmišljali, da bi še bolj zaostrili neke pogoje za to, da bi se številko zmanjšali? Ne. Ker zdaj se sprašujem, če v Sloveniji 300, koliko imajo druge države? Gotovo, ampak jaz bi rada, da damo priložnost vsakemu. Tudi če to pomeni, da bom jaz mogla, 100 ur več vložiti v društvo, jih pač bom. Jaz želim nočem nikomur narediti krivice. Tako. In rajši vidim, da kdor si ne, ni, ampak sem mogoče malo preveč idealistična. Bolj papež kot papež. Ja. Ampak iz teh 300 imen naredimo potem izbor 20, 30, ki jih povabimo na intervju. Na intervju. Tako, da se pač z njimi še v živo pogovorimo. In potem iz teh 30, 20 naredimo izbor 10, ki pa jih potem začnemo pripravljati na TEDx govor. Tudi priprave so, se pravi, tudi treningi varianta. Tako, vsi grejo čez neke teoretična predavanja, torej o tem, kako ne momljati, kako ne delati awkward pauz, kako biti samozavesten na odru, o tem, kako uporabljati intonacijo, kje delati pauze. Če ne drugega bi šel zaradi tega. Mi se prijavil. Zdaj, kaj bi govoril, ne vem. Tako, ful sem razmišljal, kaj bi govoril. Tako, vse imam ful stvari zapovedati. Lahko govorim o gasilcih, ampak to je že Robert Okoran govoril nekaj let nazaj, če se spomniš. A te prekinem že na tej točki? To je tako zelo klasično zmotno vprašanje. O čem bi govoril? Lahko govorimo o svoji posvojitvi. Ko se počutim, da sem posvojen, to je motivational, to že ni to. Na TEDxu ne iščemo govornikov, mi iščemo ideje. Torej, mi dajemo v ospredje idejo. Torej, če ti ne veš, o čem bi govoril, pač pomeni, da nimaš ideje. Ideje, A veš, nam je bolj pomembno... Ne, si da imam veliko, meni ideje bliska, sam pa je vidik, kakšno idejo bi pritegnil ljudi v komisijo, ker lahko konec koncev povem, kaj bi se mi zdelo najbolj pravično za mene in moja ideja je, da tudi jaz posvojim svojega otroka, da ima vsaj neki. Pa živiš to idejo, a delaš kaj na tem področju? Vsako punco, ki sem do zdaj imel, sem vprašal, če bi posvojila otroka ali bi imela svojega. Ne vem, kaj lahko tle narediš, ampak ne, zares pač, recimo se mi zdi, da to je edina zadeva, ki lahko dejansko polgeneracijsko deduješ, da si vsak posvojen. That's it. Ti dam eno idejo. Daj naredi podcast o posvojitvah. Pač, če je to tvoja ideja, pa naredi podcast, v katerem boš ljudi intervjuval samo, kaj menijo o posvojitvi in ali bi posvojili otroka. Kaj pa ti meniš o posvojitvi? Meni se to zdi zelo lepa, ne bom rekla gesta, to se sliši ful pokroviteljsko. Kaj jaz zdaj izvolite otroka? To se sliši, posvojitev je zame enakovredna možnost, kot imeti svojega otroka, biološkega. Ja. Če gledaš številke, vse več in več parov ne more imeti otrok
In zakaj bi bil pač otrok, ki ga je rodila neka druga mati, Prikrajšan za ljubezen. Mislim, pa ne prikrajšan za ljubezen, zakaj pač si ne bi zaslužil moje ljubezen, zakaj bi si jo manj zaslužil od nekega otroka, ki ga bom pa jaz rodila, če ga bom. Mislim, razumeš? Razumem. Pač bitje je. In samo zato, ker je sestavljen iz mojih kromosomov, ne pomeni, da pač... Ga ne moreš imeti rad. Ja. Ja, razumem. Se strinjam, oziroma ne vem čisto točno, moja mama bi mogla povabiti. To bi bilo pa evo zanimivo. Okay. No, in ko boš imel podcast o posvojitvah, lahko prideš na TEDx kot govornik, ki bo govoril o posvojitvi. Zanimivo. Veste. Ok, cool. V glavnem in vi te ljudi izšolate, izobrazite in potem je ta veliki dogodek. Tako. In potem pridejo ljudje to poslušati. Kje je TEDx? Zdaj je bil dvakrat na internetu, ne, enkrat ga ni bilo. Ja, eno leto ga ni bilo. Korone, ja, pol pa, kje je bil pa nazadnje? Nazadnje je bil pa hala v Litostrojski dvorani. Hali. Tle v ta veliki UL 57, 75, 96 neki. Ja. No in zato sem jaz prišla k TEDxu, ker jaz sem lani bila moderatorka dogodka. V TEDxa. Tako. Aha, in pol si kar uletela. Mislim, potem sem se pač zaštekala z ekipo in so bili tako, Klara, ti si pač ful naš spirit, a bi se včlanila v društvo in potem pač sem se. Koliko pa članarina v tem društvu? Boš izpolnil vpisnino, mislim, prijavnico pa se bova potem pogovorila. Ampak minimalno. No dobro, ampak kaj pa je? A pol se lahko vsak upiše v TEDx društvu? Ja, mislim, vsak to pomeni, da moraš intervju. To je zelo. Aha, ok. Mislim, a je to tako neko tajno društvo? Ne, ampak ljudje se vpisujejo, ker pač želijo imeti to na svojem CV-ju iz nekega razloga, ne? Ampak se ne zavedajo, da to pomeni delo, ne? Da pač je to pač društvo. Recimo, če bi se jaz zdaj prijavil v društvu TEDx, kaj se zgodi z mano? Ali me karkoli, ne vem, me žrtvujete? Ne, najprej se moraš odločiti, v katero ekipo bi šel. Ali bi šel pač v govorniško, bi šel v finance, bi šel v komunikacije ali v organizacijo. Aha, in ti si v organizaciji? Ne, jaz sem v govorniški. Aha, ok, a ja, valjda. Tako, ker se ukvarjam z vsebino. V redu, je. Potem organizacija se ukvarja z izbiro lokacije, datuma, tudi s tem, kako bojo prostovoljci ti izdan delovali, finance, mislim, da je zelo očitno, s čim se ukvarjajo. Koliko je članov društva, čisto na hitro mes? Približno 50. Okay. Ja. Finance, v redu, ja. Finance, potem komunikacija, oni pač delajo PR, marketing, naša družbena omrežja vodijo in to je to. Ja. Zanimivo. Najprej se odloči, kam bi rad šel. Ja, govorniki, verjetno. Ja. Če ne bi momlal. Dobrodošel. Ne, bomo videli. Pač smo v iskanju novih članov. Za CV valjda bom prišel. Mislim, ne, se hecam. Ne, ampak res je tako, veš, eni pač si samo želijo pač priti zraven, ne razumejo pa, da to pomeni, da bojo mogli delati. To se grozno sliši, ampak pa tudi jaz nočem biti eden izmed tistih vodij, a veš, ki sili ljudi v nekaj ali pa jih pač dobesedno puša, da... Se pravi, ti si vodja enega od teh 4 sektorjev. Tako. Wow. That's something. A ne delujem tako, kot da bi to lahko bila. Ne, ja, dobro, da je to si zdaj pa me tako napadla, da si nek seksist, pa vnakav, ja, si bil... Kao že... Moder pulover oblečen, ne? Medtem, ko je prišla dama v roza oblečena. True. Kako je biti ginger? A si naraven ginger? Joj, ej. No, sej, ja, sem naravni ginger. Kako je biti? Trenutno... A res vidite oranžen svet? Ne, kaj? Ne. Pa tudi, mislim, to je samo eden izmed stereotipov. Pa imam dušo in kaj so še kakšni te stereotipi? No. Whatever, ja. Trenutno mi je všeč biti rdečelaska. Se kdaj barvala? Ne, ja, enkrat. Enkrat sem se pobarvala na rjavo s peno, zato da sem bila zmaškara Hermiona. Fair. Ja, ne vem, zakaj nisem bila Ginny. V bistvu, ja. Ne, mislim, dej to moram razdelati. V osnovni šoli sem sovražila biti rdečelaska, ker takrat pač je bilo to, ginger kids, have no soul and freckles. Ja, v redu, ja. Tako, ni bilo okej. Ampak tako, veš, tako bizarno. A te res barvala pač las, to, ki zaznamuje. Mislim, ampak dejansko te. Mislim, ampak pri ženskah mogoče še bolj. Samo rdečelaske. In pač, blondinke tudi. Ne, ni pri blondinkah ni tega. A se kdo vtakne v to, da je ena ženska blondinka?
Če bi bila blond, a bi me vprašal, kako je biti blondinka? Pa mislim. Neverjetno ne bi vprašal, ker ne bi pričakoval odgovora, ker bi pričakoval, da nisi sposobna oblikovati. Joj! Ne, no. Ojoj! Ne, no. To je na hardu. Kat. Ne, pa ne bo not kaj. Se vejo, da sem. Ampak, a razumeš? Ampak ja, razumem, ja. Ampak pol si se pa sprejela. Mislim, a si kdaj jokala zaradi tega, ker si odleče laska? Res? Nič kolikokrat. Zanimivo, ne glede na to, da nimate duše, kako to, da si jokala. Igra, ne, ampak ja, so te zbadali, so šolci zaradi tega. Itak, pa to zaradi pegic, ne. Ampak, a imate... Če imamo kako posebnost? Ne, društvo, ne vem, norce sem se delil. Ne, ampak dejansko, a bi izpostavila kaj, zaradi česa ti je boš biti ginger, kakor... Mislim... Razen tega, da izstopaš. Pa mogoče zaradi tega, kaj vas je manj... Velik porabnik faktorja 50. Sam res, ja. Ja, mislim, že danes ga imam gor. A res? Ja, Protok te... Mislim, da ne mine dan, da ne uporabim sončne kreme. Res, ali kaj imaš toliko občutljivo kožo, varianta? Ja, ja. Mislim, ne vem, če je kakšna prednost v tem, da sem rdeča laska, no. Mislim, mogoče, to zdaj zveni zelo... Ne vem, kako zveni, bodo gledalci sami ocenili. Ampak tako kot dve imeni, veš, pač ena izmed stvari, ki me zaznamuje, sigurno tudi lasje. Jaz mislim, da to je plus, zaradi tega, ker izstopaš in to je to. In to lahko v svoj prid. Lahko izrabljam v svoj prid. Ampak ne bi želela. Veš, ne bi želela, da se me ljudje zapomnijo po barvi las. A pa da dobiš službo zaradi tega, ker imaš rdeče lase, ali pa karkoli. Ali pa ker sem ženska, pač ne. To verjetno se dogaja, ne? Ja, žal vse. Mislim, že vse in se ženske ste privilegirane, kar se služb tiče. Ne, no, oh my god, ne bom s tem začel. Ne bom začel s tem. Rajši ne, ja. Se strinjam, da niste, to, da razčistva. Hvala. In tudi včeraj sem rožico delil. Ser prek Instagrama, ampak dober je. Cute. Ja, by the way, če praznuješ, ti želim vse lepo ob prazniku žensk. Če praznuješ, ti želim vse lepo ob učenikov. Kdaj pa so? Jutri. Najbolj pošteno oblekla sva se najbolj seksistično. Vzela sva dan med dnevom žena in dnevom učenikov. To je pa najbolj spolno enakopraven podcast v tej deželi. Tako je. Počas zaključujemo, še kaj zapovedati. A bi še kaj želela sporočiti svetu, zdaj ko si ti pred mikrofonom tista, ki lahko deli svoje mnenje in ne tista, ki sprašuje? Pa kaj pa vem, no? Mislim, se mi zdi, da sem toliko nekih stvari povedala, da nekega takega zelo konstruktivnega, močnega zaključka nimam. Razen follow, like, ali kaj pride na koncu. Follow, subscribe, ampak vse ti smo že kolega, ki to prebere pa pove. A ja, si res, to pa res imaš. Na koncu imam, ja, pa nek Amsterdam video, kar neki, ker sem bil tako, pred nanca sem klical, ki študira. In sem bil tako, model, da bi mi ti nekaj naredil. In tako, pa tako ne vem, nekaj posnem, pa nekaj mi dej ta zvok čez. Aha, ok, bom ti posnel in tako prazen Amsterdam. Tako neki golobi, ki hodijo. Pa če res tako drugače, ful tako uno depra scene. Zakaj pa je to bilo? Ja. Ker sem dejansko začel ta podcast med korono, ko ni bilo nastopov. Fair. Pa ker sem Cimru ukradil idejo. Oziroma ukradil idejo. Kaj pa je tega podcasta? Ne, on že snema podcaste, stand-up intervju, če si slišala. Nisi. Še en podcast, ki ga ne poznaš. Ti bom poslal kar cel seznam. Ok, hvala. No, glavnem, pa Kavč podcast tudi ne poznaš. KVCH. Tudi ne poznaš, ker šele 3. epizoda zvoni. Okay. Kdo pa ima to? Benjamin Kovač, Kebar je eden izmed, ki pa zdaj začel stand-upom. In ker sem mu dal shout-out, Benjamin, ne si preveč. V srcu imat. Nisi tako dober. Še. Jaz bom pa poslušala in pol dala strokovno mnenje. Zaston. Ja. Prostovoljno. No, glavne, kaj sem še hotel reči na koncu. Zdaj moramo ful nekaj modro zaključiti, ker ful mi je všeč, da je ful modro zaključek. Modro. To je zaključek. Hvala lepa, ker ste gledali. Čau. Gledali ste oddajo Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.